šok. Kakšne podatke, kakšni bitcoini, o čem se mi tukaj pogovarjamo, ne? Ljudje mislijo, da če imajo antivirus, da so varni. Ne, bili ste 15 let nazaj. Če me nekdo vpraša, si se tisti teden ukvarjal kaj s prodajo, koliko ste kaj prodajnih številk naredili, -1000? Mesečno slišimo za nekoga, ki je tako ali drugače doživel nek napad. Lej, v eni točki sem sam rekel, odklop disk ven, zamenji tisto, kar je treba zamenjati, zato da to rak rano eliminiramo in ja. Živijo, jaz sem Rok Starič in sem izdelovalec namazov iz oreškov, oziroma najboljše ocenjenih namazov iz oreškov. Podjetništvo je za Roka Stariča resnično način življenja. Nisem prvi podjetnik v naši družini, to sega že vse do mojih dedkov, pradetkov. Danes sedimo v bistvu v njegovi nekdanji avtomehanični delavnici, ki je danes naše skladišče. In prav tu, sredi družinskega skladišča, nam pripoveduje o svoji največji podjetniški preizkušnji do zdaj. Tega dneva se spomnim tako, kot bi bilo včeraj. Zakaj? Zato, ker je bil to v bistvu največji disaster, kar smo jih lahko doživeli pri nas konkretno. Danes sedimo v našem skladišču. Zakaj? Zato, ker smo bili shekani. V svoji pisarni sredi prestolnice nam eden najbolj uglednih strokovnjakov za kibernetsko varnost pri nas opisuje trenutno digitalno realnost. Danes v bistvu niti ni pravil, a je mikropodjetje, je malo podjetje, je srednjo, je veliko. Mogoče ravno nasprotno. Če gledam z perspektive hekerja, je manj dela vloženega, če hekneš 10-15 manjših firm, kot pa če se lotiš ene velike. In res, podjetje Roka Stariča ni veliko podjetje. Pržgeš in računalnik se zažene, vidiš, da v enem čudnem programu, ki ti ni jasno, kaj to je. In se pojavi na okno, bili ste shekani, hočemo bitcoine v zameno za vaše podatke. Ja, v bistvu najprej sem mislil, da je štos, ne. V smislu, bom jaz zalaufal antivirusni program, to bo to povozil, se bo zbrisal, bomo naredili, ko imaš nek reboot računalnika oziroma nek tak hard reset, ne. Ne, to delač od tega, ne. Mi živimo 15 let za napredno tehnologijo. Ker ljudje še danes živijo v prepričanju, da če ima antivirus na računalniku, na delovni postaji, pa če ima v okolju mogoče požarno pregrado, da je pa varen. Bil je pred 15 leti. No in potem smo si začeli najprej klic računovodstvu, kaj za narediti, ker tisti dan so mogli iti fakture ven, program je mogel nekako delati. Pol klic računalničarjem okrog tiste, ki jih poznaš, kako lahko to rešimo, kaj lahko naredimo. Klic na SICERT, da smo naredili prijavo, potem na drugi liniji, ki so rekli, pokličite policijo, kriminalisti, da pridejo, pogledajo, poslikajo. Takrat se svet podre. Tudi če imate strokovnjaka v firmi na segmentu varnosti, je toliko emocionalno vpleten v to zgodbo, da sam težko karkoli naredi. Pol je pa to v bistvu šlo kar od ene zaskrbljenosti, besa, spet zaskrbljenost, pol te že malo ta anksioznost daje, pritisk, a bomo kaj dobili nazaj, kako bomo zdaj to rešili, na koncu furs, kaj pa podatki za nazaj. Pri vsakem takem napadu 5 dni je res tisti minimum, da sploh začne firma osnovno funkcionirati. Lej, v eni točki sem sam rekel, odklop disk ven, zamenji tisto, kar je treba zamenjati, zato da to rak rano eliminiramo in ja. En mesec nič nenavadnega, poznamo pa tudi firme, ki se pobirajo leto, 2. Veliko firm se je zaprlo zaradi tovrstnih zadev, sploh manjših.
Rok svojih poslovnih podatkov nikoli ni pridobil nazaj. Vsi računi, vse fakture, vsi maili so bili izgubljeni. Pomagale so vse uradne organizacije, od Sicerta do policije, a nobena ni bila uspešna. Mesečno slišimo za nekoga, ki je tako ali drugače doživel nek napad. V logistiki je podatkov še neprimerljivo več, nam pripoveduje Simon Hrvatin iz IT oddelka v podjetju Dragon Maritime. Samo nekajurni izpad poslovanja bi zanje lahko pomenil kritično poslovno izgubo in škodo. Kakšenkrat je to manjšega obsega, kakšenkrat večjega, in to stanje zdaj traja že, bom rekel, dobrih 5-6 let. Uradna statistika temu pritrjuje. Rast kibernetskih napadov je več kot očitna. Leta 2021 smo v Sloveniji prijavili že več kot 3200 napadov. Realna številka je bistveno večja, ker se firme tudi ne upajo prijavljati. Se firme bojijo, bojijo se nenazadnje obstoja, reputacije. A dovolj je že, da na napačno datoteko klikne zgolj ena oseba znotraj organizacije. In kalvarija, ki jo je preživljal Rok Starič, se lahko začne. V teh 3 mesecih smo zagotovo zapravili več kot 30 000 evrov, samo zato, da smo stanje nazaj vzpostavili. Mi smo že v obdobju, ko se umetna inteligenca bori proti umetni inteligenci. In, ni treba biti prav posebej pameten, da lahko predvidiš, da bo to samo še bolj kompleksno. Tukaj bi jaz rekel, vsak dan rabiš support nekoga, ki ima to znanje, ker meni verjemite, nimaš ga, sploh pa ne dovolj. Ne bodite shekani, zagotovite si celovite varnostne rešitve za svoje podjetje. Telekom Slovenije, vedno na boljše.